Tokrat v občinskem informatorju. Župan Fištravec želi mariborsko knjižnico preseliti v centrum. Andrej Čuš napovedal kandidaturo za župana Ptuja. Vlasta Krmelj prva napovedala kandidaturo za županjo Selnice ob Dravi. Ustanovili novo stranko, Dialog za napredek. Tradicionalno športno-rekreativno srečanje invalidov Maribora. Neresna olimpijada z ZPM na Trgu Svobode. Rogoška noč, letos dvakrat. Tradicionalno srečanje diatonikov. Lepo pozdravljeni. Osrednja tema 39. redne seje Mariborskega mestnega sveta bo ponovno reševanje selitve Mariborske knjižnice. Na marčevski seji je vodstvo občine svetnikom že predstavilo rešitev v stavbi zavarovalnice Sava, a se svetniki takrat niso strinjali. Po nekajmesečnem čakanju občina zdaj predlaga selitev knjižnice v nedokončano stavbo centruma v središču mesta. Problematika umeščanja Mariborske knjižnice v prostor se vleče že nekaj let, zato se je v preteklosti zamenjalo kar nekaj predvidenih lokacij. Zadnja predlagana je torej stavba Centrum, ki pa se nekaterim svetnikom zdi predraga. Torej ocena stroškov je narejena na ravni aktualnih cen. Moram povedati, da so aktualne gradbene cene bistveno više, kot so bile še pred 2 ali 3 leti. Torej, racionalizacija, ki je bila delana za projekt Rotovški trg in potem cenovno ovrednotena, je bila delana na cenah, ko smo na trgu dosegali okrog 20% nižje cene, kot so bile projektantske ocene. Danes praktično več ne moramo realizirati projekta po projektantskih ocenah, ampak je vse 10-20% višje. Župan je pri problematiki poudaril, da zadeve ne želi politizirati, saj je pri projektu najpomembneje, da z njim soglaša tudi vodstvo knjižnice. Mi se veselimo tega projekta, se strinjamo z njim, upamo tudi tu, da tokrat ne bodo politična nesoglasja prevelika in da spet ne bo prišlo do realizacije tega projekta. Občina je nato natančno predstavila projekt. Kompletna vrednost tako adaptacije, statične ojačitve, opreme in nakupa je ocenjena na 13,3 milijona evrov. Dinamika financiranja bi bila razdeljena leto 2018, 2019 in 2020. Smiselnost umestitve knjižnice v stavbo Centrum je pojasnil tudi mestni urbanist. Če vemo, da bodo vsi zaposleni, vse pisarne, vse to bo imela naravna svetloba, potem lahko tu govorimo. Seveda o prednostih naravna svetloba veže tudi naravno prezračevanje. To je lahko eno vprašanje, ki se ga lotiš, to smo tudi jaz vprašal projektante, na kak način so reševali zaradi relativno nizke etažne višine, vsaj v 3., 4. in 5. nadstropju, ampak ta odgovor najdemo tudi z tem in seveda dostopnost. O izbiri lokacije Centrum bodo mestni svetniki odločali na seji mestnega sveta prihodnji teden. Župan kljub nekaterim pomislekom upa, da bo zmagal razum in da bodo to problematiko lahko začeli aktivno reševati. Na Ptuju se nadaljuje predvolilna kampanja. Andrej Čuš je najavil kandidaturo za župana. Četudi je član liste Andreja Čuša in Zeleni Slovenije, je povedal, da bo kljub vsemu kandidiral s pomočjo podpisov občank in občanov mestne občine Ptuj. Uvodoma je dejal, da bo potrebno za rast občine Ptuj stopiti skupaj in to tako, da ne bodo pred seboj podirali, kot so podirali drevesa na ptujski tržnici, ampak da bodo gradili in tako naredili prihodnost boljšo za vse. Storili bomo torej vse, da bojo sosedje ostali sosedje in da se bo kak Ptujčan, ki se v zadnjem obdobju s Ptuja izselil, seveda tudi vrnil. Naših vrat ne bomo zapirali za nikogar. Še posebej pa ne za ljudi z idejami, za turiste ter ljudi, ki spoštujejo našo zgodovino, vrednote in pa kulinariko. Čuš je prepričan, da lahko svojo ekipo naredi veliko za boljše življenje v občini Ptuj, kar ga je tudi napeljalo k kandidaturi za župana, čeprav ima razlogov za to še veliko več. Ker imam Ptuj v srcu, ker sem prvi Ptujčan in na moje mesto sem izjemno ponosen in ne želim več dopustiti, da dnevno zamujamo razvojne priložnosti in pa predvsem glede na to, da sam sebe smatram za precej odprtega, komunikativnega in včasih
zelo preprostega človeka. Mislim, da Ptuj potrebuje takšnega župana, ki bo povezal spet ljudi in ne da si bomo spet metali polena pod noge, se onemogočali in samo šimfali, ampak dajmo si enkrat privoščiti uspeh. Čuš ima tudi jasno zastavljene prioritete, ki bi se jih ob morebitni izvolitvi lotil najprej. Zagotovo bi prvo morali urediti osnovno infrastrukturo, ker od osnovne infrastrukture potem odvisno vse. Poslovno okolje, investicije, delovna mesta, tako da turizem, jaz vedno kamor grem kot turist si zapomnim potem, kje sem, na kakšni cesti sem se vozil, kaj sem jedel, kaj sem pil, kakšni so bili ljudje, kakšen odziv in tako naprej. Ob tem pa je Čuš poudaril, da bodo njegov edini in resničen zaveznik zgolj občani in občanke Mestne občine Ptuj. Znana je tudi prva kandidatura v občini Selnica ob Dravi. Prva jo je napovedala Vlasta Krmelj, sicer dolgoletna občinska svetnica, znana kot glasna opozicija. Že celo življenje živim v Selnici ob Dravi in jo imam neizmerno rada, je izpostavila uvodoma. Kandidirala bo s podporo stranke SDS. Po 4 mandatih v občinskem svetu občine Selnica ob Dravi namerava te izkušnje unovčiti v kampanji. Verjame, da bo županja, zato med prvimi ukrepi napoveduje vzpostavitev strokovnega sveta občine in javno obravnavo občinskega proračuna. Ustanoviti strokovni forum, v katerega bi povabila torej vse tiste ljudi v Selnici, ki Selnico dobro poznajo, ki imajo svoje strokovno znanje in do sedaj niso imeli možnosti sodelovati. In ne samo to, takoj po prevzemu torej županske funkcije bomo naredili javno odprto razpravo, kjer bo celotna občinska uprava skupaj županom na voljo kar nekaj dni občanom, da bo vsak povedal, kaj želi, kaj ga teži oziroma katere so nerešene zadeve, ki so se nakopičile v preteklih letih. In šele na to bomo začeli sestavljati proračun za leto 2019 in ga oblikovali tako, da bomo res servis občanom. Krmeljeva se, tudi kot direktorica Energetske agencije za Podravje, v zadnjem času aktivno ukvarja z nacionalnimi ter evropskimi razpisi, zato je prepričana, da bi znala svojemu domačemu kraju zagotoviti več denarja, ki bi ga lahko vložili v razvoj. Vsa ta leta v občinskem svetu in nekaj let tudi aktivno sodelovanje z občinsko upravo mi je dalo izredno globok pogled v delovanje občine, naše občine in pa seveda tudi v finančno stanje. In zdaj je morda čas, da nekako v svoj domač kraj predam to vse svoje znanje in preverim, kajti sama menim, da lahko tudi iz zelo zadolžene in brez razvojnega denarja občine naredimo v naslednjih letih res veliko. Kandidirala bo s podporo stranke SDS kot njena dolgoletna članica, računa pa tudi na podporo svojih soobčanov, ne glede na njihovo politično opredelitev. Na kongresu stranke v Dobrovcah smo spremljali formacijo nove stranke Dialog za napredek. Lokacija v Dobrovcah je bila očitno premišljena, saj se stranka zavzema predvsem za združevanje občine Miklavž na Dravskem polju, ki je po njihovem mnenju sedaj preveč razdrobljena. Predsednik novo ustanovljene stranke je postal Iztok Peterin, sicer občinski svetnik in nosilec liste Lea Kremžarja na prejšnjih volitvah. Znano je, da se dosedanji župan Leo Kremžar, ki je občino vodil kar 20 let, poslavlja. Tako so se nekateri občinski svetniki, ki so kandidirali na listi Lea Kremžarja, odločili, da ustanovijo svojo stranko Dialog za napredek. Vloženega je bilo kar nekaj truda, dela, veliko energije, veliko odrekanja, dosti prostovoljnih ur, da smo sedaj tukaj, kjer smo, da so pripravljeni vsi materiali, da je pripravljen premišljen program, da je pripravljen dober in učinkovit statut in mislim, da je zbrana tudi zelo dobra ekipa. Nova stranka Dialog za napredek pa je nastala iz čisto praktičnih razlogov. Na koncu smo ugotovili, da je pravzaprav čisto z praktičnega vidika lažje enkrat zbrati teh 200 podpisov, kot pa za vsake volitve ponovno in ponovno zbirati podpise, kajti zbrati te podpise je kar delo, ljudi moraš prositi, predstavljati, ideje, program, statut in to delo, ki smo ga opravili, mislim, da je kar veliko. K aktivnemu sodelovanju v stranki so povabili tudi nekdanjega vrhunskega športnika, nogometaša Damirja Pekiča, ki tako iz športnih vod prvič stopa na lokalni politični parket. Lokalna skupnost definitivno to me je zanimala, to vidim, da se nekaj da narediti. Potem pa kdo me je pa pritegnil, pa čisto tak skupina ljudi, ki danes, s katero smo se danes ustanovili to stranko, je bila tiste jeziček na tehnici,
ko vidiš, da lahko res z neko skupnimi močmi, s dobro ekipo pripomoreš kraju, v katerem živiš, v nekemu boljšemu jutri, in to je tisti glavni razlog, da res da stopam v čisto ene nove vode. Pekić je prav gotovo najbolj zveneče ime novo ustanovljene stranke, ki bo na prihajajočih volitvah imela tudi svojega županskega kandidata. Veliko se je ugibalo, ali bo to prav Pekić, ki je zdaj le član izvršnega odbora. Če še bomo pa dorekli za kako bolj pomembno funkcijo ali kaj, bomo pa tudi videli zopet z dialogom in z konsenzom. Kot že pove ime stranke, bodo stavili na dialog z ostalimi političnimi strankami in predvsem občani, ki do zdaj po njihovih besedah niso bili dovolj poslušani. Prav tako je ena izmed njihovih prioritet povezovanje vasi oziroma krajev, ki spadajo v občino Miklavž na Dravskem polju, saj je po njihovem mnenju do zdaj bilo čutiti precej segregacije. Nadaljujemo pa bolj sproščeno. Na zadnji avgustovski dan so se znova srečali člani 8 društev invalidov Maribora. Kakor običajno so se tudi letos pomerili v športno-rekreativnih disciplinah, med katerimi za paradnega konja velja vleka vrvi. Kot so nam zaupali udeleženci, pa tekmovanje sploh ni pomembno. Priti med prijatelje, se zabavati med pikadom, igranjem kart, odbojko na mivki ali pa dokazovati mišice z vleko vrvi je le nekaj dokazov, da zmorejo. To je za vsakega invalida zelo vreden dogodek, ker se družimo, spoznamo vsa društva, različne vrste invalidnosti in je zelo vredno za vse nas, da nekje preko iger, čeprav tako, da se razveselimo in vidimo, da nekaj zmoremo, da smo tako kot ostali vsi občani mesta Maribor. Srečanja, ker se ljudje vedno premalo družimo in tega vedno manj. To moramo pač mi malo bolj zreli, malo držati to tradicijo skupaj. In potem dodate še športne igre, kako vam gre? Super! Vsaki dan sem bolj nabit, se vidite, z energijo, tako da. Uradno se je letošnje 9. športno-rekreativno srečanje invalidov Maribora pričelo z nagovorom predsednika Mariborskega sveta invalidov. Sem ponosen, da lahko rečem, da na teh 9 športnih rekreativnem srečanju, da je preko 108 udeležencev iz različnih kar 8 invalidskih društev, kar je zelo, zelo dobro. Poudaril je, da so s korektnim sodelovanjem z društvi, svetom invalidov in Mariborsko občino v teh letih uspeli odpraviti že marsikatero, predvsem arhitekturno oviro v mestu. Izboljšujemo tudi, naprimer, sodelujemo z stanovanjskim skladom, da se prilagodijo različni stanovanjski objekti, stanovanja primerna za invalide. Sedaj lahko rečem, da je zelo pomembno tudi ta komunikacija, naprimer za senzorno ovirane invalide, kot so slepi, kot so gluhi, in tudi tukaj se trudimo, da izboljšamo pogoje v mestu. Podobno je poudaril tudi župan, ki je pozdravil zbrane na letošnjem srečanju. Treba je skupaj delati in zdaj ravno zaključujemo tudi dogovore s stanovanjskim skladom, da bo v okviru novogradenj na Studencih, da bodo nekatera stanovanja prilagodili za gluhe osebe, razen tega pa tudi spostavljajo stanovanjsko skupnost za društvo Sožitje. Razen tega bodo pa tudi tam varovana stanovanja, tako da potem toti DCA bo dobil prostore, tako da me veseli, da recimo to delo, ki ga v mestu opravljamo, da ga tudi lahko potem skomuniciramo v tem primeru z državno institucijo. Kot se je v imenu invalidov Maribora strinjal Kotnik, je splošno stanje posluha za invalide danes mnogo boljše, kot je bilo nekoč. Športnimi aktivnostmi na neresni olimpijadi pa so poletje zaključevali otroci, ki so letos svetovali Zvezo prijateljev mladine Maribor. Na Trgu svobode so se merili v raznovrstnih igrah, med umori pa obujali spomine na morje, ustvarjalne delavnice in spoznavanje novih prijateljev. Poletje je bilo izjemno pestro. ZPM je letos letovalo 1737 otrok, večina v Vircu v Poreču, dodatnih 650 pa je skozi poletje obiskovalo programe v ZPM-ovem domu ustvarjalnosti. Svoje počitnice s prijatelji so zaključili z neresno olimpijado in obujanjem spominov. Kakšno poletje je za vami? Super! Jaz sem bila na Zvezi prijateljev mladine, pa na Hrvaškem sem bila. Kaj vse ste na morju počeli, razen tega, da ste plavali v morju? Imeli smo delavnice, popoldne ob 2,
Imeli smo tudi pol ure časa, da pokličemo starše, pisali smo jim razglednice, zvečer smo šli po mestu in si kupovali različne stvari. Imeli smo zunaj tudi veliko igral in smo se vsakeč, preden smo šli na plažo, igrali. Igrali so se tudi na neresni olimpijadi, ki jo ZPM tradicionalno pripravlja na Trgu Svobode. Udeležujejo se otroci, ki so obiskovali naše delavnice, ki so želeli tekmovati in danes jih je skoraj 100 tukaj, tako da je kar lep obisk, tekmujejo pa v zelo resnih, neresnih igrah. Z baloni, z žogami, spretnostno. Tudi zato, ker so ekipe sestavljali zelo različno stari otroci od 4 do 14 let. Osnovni namen je preprosto veselje, ki ga lahko soustvarjajo samo ob podpori številnih prostovoljcev in donatorjev, ki ZPM-u vsako leto omogočajo izvajanje programov. Ne bi se dalo brez prostovoljcev. Samo v tem segmentu Girc, Marburg, Dum, kjer smo imeli čez 10.000 obiskov tekom počitnic, ne bi bilo možno izvesti brez prostovoljcev. Samo v tem delu je sodelovalo 300 prostovoljcev. Zveza prijateljev mladine Maribor je izredno močna organizacija. Da so pa lahko močni, je pa zagotovo tudi to, da mestna občina Maribor izredno podpira njihovo dejavnost. Ostali ZPM-ji in DPM-ji nimajo te sreče. Ob pričetku šolskega leta pa se je ponovno izkazala pomembna vloga donatorjev. S tradicionalno akcijo Poštar Pavli polni šolske torbe so socialno šibke otroke iz mariborske regije opremili s 640 kosi šolskih potrebščin. Nadaljujemo pa v Rogozi, kjer so obeleževali krajevni praznik. Dišalo je po rogoškem loncu, ki je služil tudi kot malica po športnih igrah in animacijah za otroke. Večer in rogoška noč pa so zaznamovali koncerti. V kotlih nad ognjem je nastajal tradicionalni rogoški lonec. Vsak kuhar ga je pripravljal po svoje. Glavne sestavine so seveda goveje meso, ena vrsta mesa je. Pol pa poudarek je še na zelenjavi. Brez čebule ne gre, pa brez česna tudi ne, in to so glavne sestavine. Ostalo pa je po domišljiji vsakega kuharja posebej. Skrite sestavine. Danes smo sicer prvič, ker smo, nadomestna ekipa stare ekipe. To je druženje, vse skupaj neka tekmovalnost tudi ekipe med sabo. Čeprav se vsi poznamo, ampak to je nekaj najlepšega. Vedno. Zaradi tega, ker je tu pomembno druženje, veselica, zabava. In vse, kaj s tem povezano. In zaradi tega mi pridemo, malo skuhamo, da ljudje lažje potem nekaj spijejo in se poveselijo. Kakšen pa je vaš rogoški lonec? Naš rogoški lonec? Tradicionalni. Tako kot se pravi, odlični. Boljši, najboljši. Medtem ko so odrasli kuhali, so otroci uživali ob animacijah in direndaju na napihljivih igralih. Nekoliko starejši pa so med športnimi aktivnostmi izbrali tenis ali odbojko. Z dodatnim programom letošnjega praznika so celo nadomeščali lanskega. Letos imamo prvič rogoško noč v 2 dneh, zato ker smo lani en dan spustili, ker smo imeli v športnem parku gradbišče. Zato je letos tudi v 2-dnevni izvedbi, tudi z odprtjem prvega večgeneracijskega centra v Rogozi, Vegeca, tako imenovanega Vegeca. Delamo na tem, da se generacije družijo med sabo. Športni park je predstavlja eno center druženja. To nam je najbolj pomembno. Že iz preteklosti, ko smo mi bili mlajši, je to bilo zelo popularno, ker so naši očetje, dedi to ohranjali. Tako da mislim, da je prav, da se tradicija ohranja in da se imamo kot Rogožani, kot skupnost vsaj en vikend lepo in da se podružimo tako, kot se bi mogli. Povezovanje krajanov se bo nadaljevalo tudi s praznovanjem v ostalih krajevnih skupnostih. V Vuzenici pa smo tudi letos spremljali tradicionalno srečanje diatonikov. Brez frajtonarce pač ne gre, kakor pa tudi ne brez humorja in petja domačih pesmi. Tako so tudi letos v Modri dvorani ohranjali tradicijo. Narodno-zabavne melodije in skeči, za katere domačini že kar pričakujejo, da bodo narečno obarvani, so recept, da vsakič znova polnijo dvorano. Skozi mladosti nas že spodbuja ta glasba, pa zato pa jo radi imamo. Pa nam kar zamigajo pete, ko jo slišimo. Zato, ker je naša slovenska muzika in uživamo v tem, ker to je naša kultura, naša znanost. Podpirati moramo to. Od mojega imam rad muziko kmečkovo. Frajtonarcev.
imamo doma 3 harmonike, pravzaprav se oba dvopoba špilata, lukine pa še kitaro. Harmonikarji svojega instrumenta ne bi menjali, ponosni so na kulturno in družinsko izročilo. Zato, ko je že ata igral ful dolgo, pa sem potem še jaz začel. Zdi se mi zanimiva priložnost, da se pokažemo. Mislim, da je to bolj za zabavo, da se imamo fajn in to je to. Srečanje diatonikov že tradicionalno prirejajo v okviru vuzeniških dnevov. Srečanje ni tekmovalnega značaja in posamezniki in skupine dobijo priznanje za sodelovanje. Danes je tukaj srečanje diatonikov, tradicionalno srečanje, na katerem so se predstavili posamezniki in skupine z igranjem na diatonično harmoniko in hkrati smo lahko tudi si ogledali skeč tradicionalni kulturnega društva Vuzenica. Letos je prireditev združevala več kot 40 ljubiteljev kulture. Mlade in malo manj mlade glasbenike, torej na igranje na tak ljudski inštrument, frajtonarco ali diatonično harmoniko. Mi jim rečemo v Vuzenici že frajtonarca, pa tudi starimi glasbini, torej popestrijo dogajanje v Vuzenici. Ohranjanje kulture je vrednota, ki potuje iz roda v rod. Preverimo še, kaj se te dni dogaja v naših krajih. To soboto, 9. septembra, bo potekal že 3. mestni tek. Dogajanje se bo pričelo ob 9. na trgu Leona Štuklja. Zaradi dogodka bodo v mestnem prometu in pri mestnem avtobusnem prometu nekoliko spremenjeni vozni režimi ter zapore cest in spremembe voznih redov ter avtobusnih linij. Prav tako pa bo gibanje z avtomobilom na zaprtih cestah med 8:40 in 10:30 uro onemogočeno. Bodite strpni. Prav tako bo to soboto in nedeljo v Rušah potekala tako imenovana Ruška nedelja. Osrednje dogajanje bo v nedeljo med 9. in 13. uro v središču Ruš. Toliko za danes, želim vam lep in prijeten konec tedna in nasvidenje.